Zdaj vemo že kar nekaj o odvodu, se pa gotovo sprašujemo, kje lahko sploh to uporabljamo. No, in eden od pomenov odvoda je to, da lahko določimo, ali funkcija narašča ali pada, oziroma s pomočjo odvodov lahko določimo, kje ima funkcija svoj ekstrem. Ekstrem pomeni, da ima največjo ali najmanjšo vrednost. Recimo, če bi imeli takole funkcijo, v tej točki vidimo, da je to največja, oziroma rečemo lokalni maksimum, največja vrednost, in tukaj je odvod v bistvu praktično vodoravna črta. To pomeni, da je tukaj odvod funkcije enak nič. Prav tako je tukaj odvod funkcije enak nič. In tukaj je minimum, se pravi, tukaj je maksimum, največja, tukaj je pa najmanjša minimum. Zdaj, kako vemo, ali je maksimum ali minimum? Če je levo od te točke funkcija narašča, gre gor, na drugi strani pa pada, potem je maksimum. Če pa levo funkcija pada, pa desno narašča, je pa to minimum. Lahko se zgodi pa še ena stvar, recimo takole. Eto. Vidimo, da je tudi tukaj v tej točki odvod enak nič, ker je vodoravna črta tangenta. Ampak tukaj ni niti maksimum, niti minimum. Tudi vidimo, da funkcija na levi strani narašča in naprej tudi narašča. Tako točko imenujemo prevoj. Se malo zravna, potem gre pa zopet naprej. Se pravi, to je pomen odvoda in to s pomočjo tega lahko potem naloge rešujemo. Recimo, če imamo funkcijo f od x je 4x kvadrat minus 8. Pa je vprašanje, kje ta funkcija narašča. Zdaj, funkcija narašča tam, kjer je njen odvod pozitiven. Se pravi, kjer je odvod večji od nič. In zdaj to odvajamo. 4 krat 2 krat x, to je 8x. Odvod od 8 ne moremo, mora biti večji od nič. In kdaj je 8x večji od nič? Ja, takrat, ko je x, lahko delimo z 8, pa dobimo, ko je x večji od nič. Se pravi, za vse pozitivne x-e ta funkcija narašča. Če pa imamo funkcijo f od x je minus 4x kvadrat plus 6x minus 2, zopet odvajamo. Odvod je minus 8x plus 6, naprej nič. In če hočemo poiskati, kje funkcija narašča, zopet gledamo, kdaj je to večji od nič. Minus 8x mora torej biti večji od minus 6. Zdaj bomo delili z minus 8. In kadar delimo neenačbo, to je takrat, ko imamo ta znak večji ali pa manjši z negativnim številom, se to obrne. In minus 8 deljeno z minus 8 in tukaj deljeno z minus 8, dobimo x je manjše od minus je plus, od 6/8, kar je isto kot 3/4. Se pravi, za x, ki bojo pod 3/4, bo naša funkcija naraščala. No, zanimivo pa je iskati tudi ekstremne vrednosti. Recimo, če me zanima, kje ima funkcija f od x je x kvadrat minus 4x plus 4 svojo ekstremno vrednost. Poiščemo odvod tega, to je 2x minus 4 in se vprašamo, kdaj je ta odvod nič. Takrat bo doživela ekstremno vrednost. Ekstrem ali pa ekstremna vrednost, ne? Kdaj je to? Je takrat, ko je 2x enako 4, to je takrat, ko je x enako 2. Se pravi, pri x je 2, dobi ekstremno vrednost. A je to maksimum ali minimum? Če hočemo pa to zdaj ugotoviti, imamo dve možnosti. Ena je, da bi to narisali. To je kvadratna funkcija, lahko bi jo zapisali v temenski obliki. Ja, je kar tole. To pomeni, da je teme v točki 2 in nič. Narišemo, 2 in nič je teme, ena v desno, ena gor, takole.
In pri 2 vidimo, da je res ekstremna vrednost. Kaj je minimum ali maksimum? Ker na levi strani pada, tukaj pa raste, je to minimum. Lahko pa to tudi ugotovimo. Recimo, izračunamo, kolikšna je vrednost odvoda v točki, ki je levo od 2, recimo v 1. In tam je 2 krat 1 minus 4 je 2 minus 4 minus 2. To pomeni, da levo od te točke funkcija pada. Pa izračunamo pa še eno točko desno, recimo pri 3. 2 krat 3 minus 4 je pa 2, je pa pozitivna, torej tam pa funkcija narašča in je tudi zato tukaj minimum. Se pravi, s pomočjo odvodov lahko računamo maksimalne in minimalne vrednosti